Kje so tiste stezice, ki so včasih bile? Zdaj pa raste grmoje in zelene travi. Zdaj pa raste grmoje in zelene travi. Bom grmoje sekal, travico požil, bom naredil stezice, ki so včasih bile. Bom naredil stezice, ki so včasih bile. Stezice so lepe, najlepša je ta, ki me vodi do doma, kjer je ženka moja. Ki me vodi do doma, kjer je žena moja. Najlepša je ta, in Janu Tomšiču, vnuku in sinu Franceta Tomšiča, ki je pravzaprav središčno zanimanje današnjega večera in knjige, ki bo danes predstavljena. Predvsem pa vas vse skupaj lepo pozdravljam in vam želim, da bi skupaj preživeli zanimive in lepe trenutke v spoznavanju življenja in dela našega častnega občana. Posebej pozdravljam njegovo družino, ženo in pa otroke ter vnuke in sem vesela, da ste se pridružili današnji predstavitvi. Posebej pozdravljam tudi podžupana občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja. In naj povem, da je današnji večer, torej predstavitev knjige o našem častnem občanu Francetu Tomšiču, pravzaprav zadnji dogodek v nizu praznovanja občinskega praznika. Hvala vam, da ste se nam pridružili in vas pozdravljam v imenu knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Zdaj pa prosim gospoda
podžupana, da pozdravi vse prisotne. Spoštovani zbrani, en lep pozdrav tudi strani občine Kamnik. Dovolite mi, da se najprej iskreno zahvalim vsem vam, ki ste prispevali, da je bibliotekarska zbirka obogatena z zbornikom France Tomšič in njegov čas, ki je šel manj kot pol leta po lanskem simpoziju v tem velikem glasniku slovenske politične pomladi, ki je bil doma v naši občini. Uspešno ste izpeljali to zamisel in pripravili besedila ter poskrbeli za vse, kar je bilo treba, da je zdaj pred nami zakladnica zgodovinskega spomina in politične ter socialne misli. Francetu Tomšiču spomin, nam pa v premislek in navdih, kako delati za našo družbo in državo. Lansko srečanje zgodovinarjev, politikov, politologov in Tomšičevih nekdanjih sodelavcev ter prijateljev je osvetlilo družbene razmere pred osamosvojitvijo. Vzpostavljanje pogojev za politično in gospodarsko demokratizacijo, čas oblikovanja nove države in političnega sistema s poudarkom na vlogi Franceta Tomšiča v vseh teh procesih. Ta razjasnitev in osvetlitev sta še posebej pomembni za vse tiste, ki smo premladi, da bi v tistih časih dejavno sooblikovali in sodelovali v teh procesih. Tudi zaradi tega bo odslej težje manipulirati z mladino in bodo dejstva zapisana. Lanski simpozij po zaslugi vseh vas ni zgolj izvenel, ampak se je vtisnil na papir. Pustil je globoko sled. In to je pomembno. Ohranili ste izjemno dragocene podatke in osvetlili tisti prelomni čas. Brez simpozija bi bila lokalna skupnost in celotna država Slovenija osiromašena, zamudili bi veliko priložnost, brez zbornika pa ta zaklad zgodovinskega spomina ne bi bil tako trajen in dosegljiv. Skratka, hvala vsem vam, ki ste avtori člankov, ki ste poskrbeli, gospa Marita Humar, dr. Marita Humar, gospod Igor Podbrežnik in se pričujem, sem marsikarega pomembnega deležnika tudi izpustil, da ste se potrudili in pripravili to zgodbo. Občina Kamnik jo bo z veseljem tudi podprla. Hvala. Spoštovana magistra Breda Podbrežnik-Vukmir, ravnateljica knjižnice Franceta Balantiča, spoštovani gospod podžupan Matej Slapar, člani društva Demos na Kamniškem in društva Svetega Jakoba, se zahvaljujemo za prijazen pozdrav in sprejem v prostorih knjižnice. Nocojšnji večer je posvečen Francetu Tomšiču. Se predstavljamo zbornik France Tomšič in njegov čas in odpiramo razstavo, ki naj obudi spomin na Franceta Tomšiča, začetnika slovenske demokratizacije na političnem in sindikalnem področju, politika, sindikalnega voditelja in častnega občana občine Kamnik. V zborniku so objavljeni prispevki simpozija, ki je, kot je bilo rečeno, bil lani 30. septembra v domu krajanov v Šmarci, kjer je bil Tomšič doma. Na začetku pa mi dovolite, da iskreno pozdravim soprogo Franceta Tomšiča, gospod Marto Tomšič-Lavrič, sestri Lojzko Škofic in Cilko Barišič, brata Jožeta in hčerke Nadjo, Julijo in Anjo, še posebej pa sina Jana Tomšiča in vnuka Jonasa Tomšiča Jakobsa, ki sta pripravila glasbeni program. V čast nam je, da ste med nami. Pozdrav in zahvala pa greste našim gostom, predavateljem na simpoziju, ki so predstavili Franceta Tomšiča kot politika, sindikalista, sodelavca, človeka. Brez njih zbornika predavanj in tudi razstave ne bi bilo. Hvala tudi sodelavkam in sodelavcem knjižnice Franceta Balantiča za pomoč pri pripravi prireditve. In končno, lep večer vsem vam, ki ste se zbrali v knjižnici Franceta Balantiča, da skupaj počastimo Franceta Tomšiča. Prireditev smo zasnovali takole. Najprej bom kot sourednica predstavila zbornik, potem bo Igor Zemljič,
sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, predstavil razstavo o življenjski in politični poti Franceta Tomšiča. Ker je tu več prostora, bo Igor storil to kar tu. Potem ste vabljeni na ogled razstave v prostor pred dvorano. Srečanjem zgodovinarjev, politologov in Tomšičevih nekdanjih sodelavcev in prijateljev smo želeli osvetliti družbene razmere pred osamosvojitvijo, vzpostavljanje pogojev za politično in gospodarsko demokracijo, čas oblikovanja nove države in političnega sistema s poudarkom na vlogi Franceta Tomšiča v vseh teh procesih. Na simpoziju je nastopilo 12 predavateljev, 6 raziskovalcev slovenske zgodovine in 6 Tomšičevih političnih sodelavcev in prijateljev. V takem vrstnem redu si sledijo tudi objavljeni članki. Člani društva Demos na Kamniškem in društva Svetega Jakoba ne pristajamo na to, da v preteklosti lahko razsoja samo zgodovinarji na podlagi dokumentov. Prepričani smo, da v preteklosti lahko avtentično govorijo zlasti ljudje, ki so jo doživeli. Tako bo tudi v prihodnje naravnano naše delo. Zgodovinar Damjan Hančič je v zaključkih simpozija zapisal: njegov prispevek pri uporu, namreč Tomšičev, pri uporu v Novem trgu v Kamniku leta 1986, pri litostrojski stavki leta 1987 in pri ustanavljanju prvih nekomunističnih političnih strank v letu 1989 je neprecenljiv. Politik Branko Grims je v naslovu svojega simpozijskega govora zapisal, da je bil Francet Tomšič človek z dovolj civilnega poguma za prelomne trenutke. Za zbornik pa svojega prispevka ni pripravil. Pa si oglejmo zbornik. Predstavila ga bom z izbranimi navedki iz člankov. Najprej, seveda, osnovni podatki o zborniku. Urednika sva z gospodom Igorjem Podbrežnikom, naslovno stran in celotno podobo simpozija in vseh vabil in vseh tiskovin, ki so nastale v zvezi s simpozijem, je pripravil Dušan Strle. Predpovzetke v angleščino je opravila Darja Pretnar, založilo in izdalo je knjigo Društvo Demos na Kamniškem, izdalo je podprla občina Kamnik. Uvodne besede je prispeval Marjan Šarec, župan občine Kamnik, potem pozdravno pismo je poslal magister Matjaž Šinkovec, en uvod sem napisala jaz in na zavihku je svoje misli o pomenu simpozija objavil dr. Damjan Hančič. Če najprej pogledamo pozdravno pismo Matjaža Šinkovca, naslovil ga je Francet Tomšič, borec za svobodo. In zapisal je takole: Francet Tomšič je bil prvi Slovenec, ki je v tistem času vstopil na barikade demokracije in samostojnosti. Bil je slovenski Valensa, slovenski Landsbergis, slovenski Mandela. Slovenija je imela le enega Franceta Tomšiča, a ta je bil dovolj. Prvi znanstveni članek je prispeval docent dr. Aleš Maurer, naslovil ga je Čudna igra novih in starih socialdemokratov. Pregledal je socialdemokracijo po vsej Evropi in je zapisal takole: med pomladjo 1989 in pomladjo 1991 sta se socialdemokratsko dediščino začeli kititi dve scela različni vrsti političnih grupacij. Ena se je skušala nasloniti na predvojno socialdemokratsko izročilo. Po drugi strani so prednosti enačaja med reformiranim komunizmom in socialno demokracijo začeli kmalu odkrivati v prenekateri do prelomnih let vladajočih stranki. Profesor dr. Janko Prunk je govoril o ponovnem rojstvu evropske socialdemokracije na Slovenskem 1988-89 in je zapisal takole: čeprav je bila socialdemokratska stranka Franceta Tomšiča in Jožeta Pučnika ena prvih demokratičnih strank, ni prišla do večje veljave. Vzroki: prvič,
šibka socialdemokratska tradicija v Sloveniji, drugič, prevlada liberalnih in krščansko-demokratskih pogledov in političnih agensov pri obnovi slovenske demokracije, tretjič, ohranitev precej velike moči in vpliva komunistične partije, ki se je v zadnji fazi pred tranzicijo začela reklamirati za socialdemokratsko stranko. Profesor dr. Stane Granda, ki se je za danes opravičil, je govoril o slovenski osamosvojitvi in sindikalizmu. Meni se je zdelo zelo pomembno, da je poudarjal pomen delavstva na Slovenskem in tudi pomen delavstva v teh osamosvojitvenih procesih. In je napisal: pri slovenski osamosvojitvi sta nedvomno izjemno pomembna sestavna dela osamosvojitvenega procesa veliki štrajk delavcev Litostroja in štrajk slovenskih strojevodij leto kasneje. Absurd osamosvojitvenih vladnih koalicij je v tem, da so na delež delavcev v teh procesih hitro pozabile in delavskih potreb ne vključujejo primerno v svoja politična prizadevanja in še manj v predvoljivne programe. Mislim, da je marsikatera misel zapisana v zborniku vredna temeljitega premisleka. Ženski del ljudi je zastopala dr. Andreja Valič-Zver, ki je naslovila članek, prispevek France Tomšič in njegov čas. Razmeroma široko je pregledala Tomšičevo delovanje in seveda potem tudi Tomšičevo usodo v vseh teh viharjih, ki so sledili osamosvojitvi. Zapisala je takole: Socialdemokratska zveza Slovenije je bila ustanovljena 16. februarja 1989 v Cankarjevem domu v Ljubljani. V programski izjavi so zahtevali suvereno slovensko državo, demokratični volilni sistem in parlamentarno demokracijo, svobodo političnega združevanja, svobodo govora in tiska, ponovno uveljavitev tržnega gospodarstva, sodoben razvoj kmetijstva, samostojnost Slovenije pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike, avtonomijo sindikata, članstvo v Evropski skupnosti, odprte meje, podreditev vojske demokratično izvoljenim oblastem. Velike zahteve, ki so se deloma uresničile, mogoče kakšna ne tako, kot smo si želeli, ali pa kot smo si predstavljali takrat, ko se je to dogajalo. Dr. Milan Balažic je govoril o prelomnem času slovenske demokratizacije in osamosvajanja in zgodovinski vlogi Franceta Tomšiča v njem. Zapisal je takole: označil je Franceta Tomšiča. Francet Tomšič je bil strastno političen, pa vendar visoko etičen, tako ljudski tribun, kakor poštenjak v eni osebi. Ta redka lastnost ga je v ključnih trenutkih konca 80. in začetka 90. let prejšnjega stoletja dvignila na druge v političnega voditelja, obenem pa ga je pozneje spravila na obrobje in prisilila v umik. Tomšič je bil tako žrtev komunizma kot žrtev demokracije. Začel je kot disident v komunizmu in končal, morda paradoksno, kot disident v demokraciji. V tem sklopu raziskovalcev je zadnji dr. Bogomir Kovač, ki je bil tudi sodelavec Tomšiča na začetku. Zapisal je članek France Tomšič in brezpotja slovenske socialne demokracije. In poudaril tole: Tomšič je svoje videnje socialne demokracije vezal na litostrojski štrajk. Kasnejši obrati na slovenskem političnem trgu pa so vsebino in idejo socialne demokracije povsem spridili, tako z leve kot z desne strani. France Tomšič je delil to usodno cepitev, toda reševal je mnogo bolj jasno in pokončno kot mnogi pred njim in za njim. Da lahko razmislimo to, kar je bilo zapisano, prosim zdajle vnuka in sina, gospoda Tomšiča,
da zaigrata še eno skladbo, potem pa nadaljujemo s prispevki Tomšičevih prijateljev, sodelavcev v tistih težkih časih.
Dan in Jonas. Zdaj nadaljujemo z naslednjim delom, v katerem so o Francetu Tomšiču pripovedovali njegovi sodelavci, njegovi prijatelji. Prvi je zdaj na vrsti Andrej Magajna, ki je govoril o vplivu značajskih posebnosti voditeljev na profiliranje političnih strank. Nekoliko se spomni Drnovška, pa še koga drugega, o Tomšiču pa je zapisal takole. Ključna elementa Tomšičeve izhodiščne profilacije sta bila samostojna Slovenija in strankarski politični pluralizem. Seveda, France ni bil edini glede teh temeljnih programskih točk, jih je pa afirmiral na svoj edinstven način. Tehnicistično jasen, premočrten, brez družboslovnega implicite prikrivanja, diplomatskega ovinkarjenja. Ta njegova premočrtnost je vsekakor pritegnila določen krog ljudi, tudi mnoge radikalne posameznike, ki bi sicer pristali v tradicionalnih desnih strankah. Eden od pomembnih sodelavcev Tomšiča v začetnem času je bil profesor dr. Gorazd Drevenšek. Dal je takle naslov France Tomšič, generator ali vžigalna iskra politične tranzicije v srednji in vzhodni Evropi. Morala bi prebrati vprašalno, ampak dejansko je seveda to lahko tudi trditev. In je zapisal takole. France je videl zgodovinski moment v zelo spravljivi luči. In tudi Jugoslavije ni metal v odpis. Lahko sem samo občudoval njegovo strpnost, internacionalizem in zaupanje v dobro ljudi. In kako je briliral pri novinarjih z nemško govorečega področja. Lahko se je tam dolgo časa v Nemčiji živel in je nemško dobro znal. Gospod Drevenšek pravi, poznal je logiko njihovega prostora in posredoval je humanistično sliko naše situacije. Nikoli ni kritiziral na splošno, vedno je uporabil analizo. Nikoli ni podcenjeval ali celo žalil. Gospod Arčul je nadaljeval, je vodil sindikat neodvisnosti potem, ko je France Tomšič odšel iz Litostroja. In je v svojem prispevku se osredotočil na vlogo Franceta Tomšiča v sindikalnem gibanju. Po 3 mesecih od ustanovitve sindikata Neodvisnost v Litostroju junija 1990 je bil France Tomšič izvoljen za poslanca. Zdaj opozarja na še eno pomembno vlogo Franceta Tomšiča. Potem, ko je svoje opravil, se pravi ustanovil sindikat, še prej pa ustanovil stranko, še prej pa vodil štrajk, še prej pa tule posredoval, ko so hoteli v Kamniku nacionalizirati zemljo nekdani oblastniki. France Tomšič je tudi v času, ko je bil poslanec, kot težišče svojega dela ohranil borbo za delavce in za prenovo sindikalizma. Tako je vlagal prve zakone na takrat novem področju sindikalnega pluralizma in zakone na področju delovno-pravne zakonodaje. Plod njegovega dela so tako na primer prvi zakon o sindikatih, zakon o stavki, zakon o reprezentativnosti sindikatov in mnogi drugi. Naslednji sodelavec je Anton Tomažič. Zapisal je litostrojske izkušnje s Francetom Tomšičem. No, tule vam bom prebrala en dvogovor med Tomšičem pa med Antonom Tomažičem, še v tistih časih, ko ni bilo ne stranke, ne tega, ne onega, ampak sta bila samo onadva, ki sta razmišljala o tem, kako bi ta slovenski svet lahko bolje uredili. In je rekel France Tomšič, tole, a se strinjaš, da bi morali v Sloveniji ustanoviti kakšno stranko? Ja, se strinjaš? Strinjam. Se pa hecaš kaj, ne? To je bilo v času, se res tako, kaj takšnega ni nikomu prišlo na misel. Ne, resno mislim.
Socialdemokratsko stranko, je rekel Tomšič. Veš kaj? Je rekel Anton Tomažič. Če bi pa že ustanovili novo stranko, bi pa morala biti kakšna desna, kaj ne? Da bi bila vsaj res opozicijska, saj leve, zelo leve, že imamo. Tomšič je rekel, ne, jaz sem bolj za socialno demokracijo. Njegov prijatelj je rekel, to pa potem spet ni nič. Kakšna demokracija bi bila pa to, da bi imeli samo leve stranke. Če bi že ustanovili novo stranko, potem bi morala biti, na primer, krščansko-demokratska. Tomšičeva ta misel tako tuja, da je rekel, no, sedaj se pa ti hecaš, ne? Skratka, Tomšič bil od vsega začetka socialdemokrat. Jaz se tega zelo dobro spominjam, ker je bil prijatelj mojega moža in moj mož nekako ni razumel, da hoče socialdemokratsko stranko ustanoviti. Tudi on je, moj mož je mislil tako, kot je mislil gospod Tomažič. No, zadnji iz njegovih sodelavcev je magister Igor Podbrežnik, ki je seveda souredil to knjigo in tudi organiziral simpozij o Francetu Tomšiču. O svojem prijatelju in sodelavcu je zapisal. Naslov je dal France Tomšič, eden od stebrov prenove družbenega reda in osamosvojitve. Tomšiča je opisal takole. France Tomšič je odigral zgodovinsko vlogo prvega glasnika korenitih družbenih sprememb. Bil je tudi voditelj drugačnih sindikatov, bolj delavskih in eden od pobudnikov vzpostavitve socialnega dialoga. Zato lahko upravičeno trdimo, da je bil Tomšič eden od stebrov prenove družbenega reda in slovenske osamosvojitve. Ko je z odliko opravil svoje poslanstvo, pa je umolknil, kar je usoda vseh velikih osebnosti, ki imajo zasluge za največje družbene premike v zgodovini nekega naroda. S tem sem nekako nakratko, upam, predstavila knjigo, ki jo danes dajemo v javnost. Se upravičujem avtorjem, če morda nisem izbrala tistih odstavkov, ki so njim najljubši ali njim najbolj povedni. Želela sem nekako predstaviti večplastnost Franceta Tomšiča, kot se kaže v prispevkih v zborniku. Torej, hvala vam za pozornost. Prepričana sem, da prispevki zbrani v zborniku pričajo o pomembni vlogi Franceta Tomšiča v prelomnem času nastajanja demokratične in samostojne Slovenije in po osamosvojitvenem času. Zagotovo pa bo o Tomšiču, demokratizaciji in osamosvojitvi treba še marsikaj raziskati, zapisati in seveda učiti v šoli. Drugače se bo spomin na te prelomne dogodke izgubil oziroma ne bodo ovrednoteni tako, kot je potrebno, da so. Zdaj bom prosila naša glasbenika Jana in Jonasa, da nam kaj zaigrata, potem pa seveda bo predstavil razstavo gospod Igor Zemljič. Pesem ne nekaj topline, vsabije se tu, se pomeša čas, ki ne mine. Lepota ohrani ob sebi v nosi in tu si ti časi, počasi. Do miline hranilne, vsemogočno čistine. See
zarota, ko v srdenih ti se tu prebudi. Se tu so obstala nazaj obrala, da pogled oznal ne ostane pod mano. In pogled tu in tam, vse naokolo, povsod jih dam. Svet ga nosi, on ga ustvarja, sam pa vozi in še se postavlja. Prijatelj moj, ta trenutek je tvoj, hvala tebi in vzemi. Na tej zemlji vino ob sebi stojiš, sam Bog mene tu obnovi. Sam ukroti, mene obnoviš in še posloviš. No, tudi jaz dovolite, da vas pozdravim še v mojem imenu, v imenu enega od avtorjev te razstave, ki je takrat nastala ob tem našem simpoziju France Tomšičinega v čas. Kot je bilo že večkrat omenjeno, nisem avtor razstave jaz, ampak mi je pri sestavi razstave precej pomagala Tomšičeva žena Marta Lavrič, ki je dala kar nekaj gradiva. Potem pa seveda ne smem pozabiti dela Leona Pirmana in Janeza Repanška, ki sta v bistvu poskrbela, da je ta razstava takšna, kot je. Pa seveda tudi povabila Igorja Podbrežnika, ki je v bistvu zorganiziral, da je sploh do tega dogodka prišlo. Če bi hteli pripraviti celovito razstavo življenja in dela gospoda Tomšiča, bi nas to vzelo precej več časa. In ob tej razstavi, ki jo boste potem pogledali v sosednjem prostoru, bi vas prosil, da imate v mislih, da gre za provizorično razstavo, ki je nastala za en simpozij, za en dogodek, enodnevni, in da zato slika njegovega delovanja in še zdaleč ni popolna. Če samo tako na hitro omenim, kako je tale razstava nastala, lahko rečem, da je razstava narejena iz 4 sklopov. Prvi sklop prikazuje življenje in delo Franceta Tomšiča, drugo potem njegovo politično delovanje, potem posebej izpostavljeno Litostrojska stavka kot pač eden od teh ključnih dogodkov, ki so ga njega utirili v tole politično orbito slovenskega. Potem pa je zadnji panel, ki ga imenujemo sindikalno delovanje, ki bi v bistvu mogoče moralo biti njegovo najobširnejše delo, ki pa je mogoče največja šibka točka te razstave, tudi kar sam priznavam, ker pač za to zadnje obdobje še gradivo ni sistematično narejeno. Šele s tem zbornikom smo dobili nekatera, oziroma s tem dogodkom bolj zbrana pričevanja. Vsega tega gradiva pa bi še se nek zgodovinar ali pa raziskovalec moral lotiti zelo temeljito, da bi lahko iz tega naredil eno celostno sliko in da bi ta slika bila primerna vsem tem rezultatom. Zgodovinar, ki se bo lotil teh dogodkov, ki bo se lotil raziskave teh problemov, ali pa tudi ne zgodovinar, oziroma pričevalec, kot je omenila gospa Marjeta, bo seveda naletel na najrazličnejše vire, ki mu bodo pomagali. Ne vem, jaz sem sam za mojo razstavo koristil fotografski arhiv družine Tomšič, nekatere časopise, knjige in arhivsko zapuščino, ki je v arhivu Republike Slovenije.
Fotografski arhiv, ki sem ga dobil pri gospe Marti Tomšič, je precej heterogen, pokriva mnoge dogodke iz njegovega življenja, ampak še zdaleč ne prikazuje cele celovitosti. Na srečo je bilo že nekajkrat objavljeno, na spletu je danes kar nekaj tega ohranjenega, ampak na nek način pa nam dokazuje zelo ilustrativno njegovo življenje. In to boste verjetno na razstavi še najlažje si tam pogledali. Tam je slik celo morje, mogoče so slike premajhne, ampak kot sem rekel, gre za ilustracije in to jemljete samo kot nek osnutek česarkoli drugo daljšega. Ne? Časopisi je seveda kar nekaj časa nekaj poročalo in v časopisju najdemo največ člankov o njegovem političnem delovanju, ko je kandidiral za predsednika, ko je se začel podajati v politiko, ko je nastopal kot sindikalist, ampak vse te gradivo je samo delno digitalizirano in brskanje po knjižnicah, časopisih nam omogoča, da lahko si predstavljamo. No, do danes je zdaj že išlo kar nekaj zbornikov knjižnega gradiva. Pred leti je gospa Lavričeva za Rosvito Pesek izdala tole njegove spomine, potem so njegova pričevanja objavljene, bila že 2001 v zborniku tej slovenska osamosvojitev in še v mnogih drugih knjigah, kjer najdemo mnoge fragmente, ki bodo nekoč omogočile sestaviti celovito sliko. Ob tem seveda ne smemo pozabiti na videogradivo, ker je na srečo na RTV Slovenija se ohranilo kar nekaj njegovih pričevanj, nekaj smo jih tudi videli na našem simpoziju in to videogradivo je zagotovo spet zelo zanimivo ali pa prispevek, ki nam bo omogočal še z tega marsikaj narediti. No, potem pa tukaj še verjetno ena od najpomembnejših stvari, oziroma ena od pomembnih stvari je tale Tomšičeva arhivska zapuščina v Arhivu Republike Slovenije. Če se ne motim, je teh kar takšnih 18 zelenih škatel, kot jih tukaj vidite. Tukaj najdemo od vseh možnih zapisnikov, statutov, potovanj raznih dokumentov, rokovnikov, dnevnikov, ki so v bistvu na nek način zelo odlično ohranjeni, urejeni. Arhivist Boštjan Smolej je to vse natančno popisal, uredil, tako da je v bistvu vsem raziskovalcem oziroma preučevalcem te preteklosti tam na voljo. In v bistvu je to tisti osnutek teh 18 škatel gradiva, ki ga bo moral vsak resni raziskovalec najprej prebrskati. Za mojo razstavo te možnosti nisem, zato pravim, je tole, kar boste si zunaj pogledali in kar vas vabim, da si ogledate, namesto da moje tu slike poslušate, v bistvu tista osnutek tega nekaj večjega. Za konec še samo pravim, da je teh fragmentov, ki jih tudi na razstavi, poleg teh 4 panojev, lahko v srednjih vitrinah nekaj vidite, od častnih diplom, no tukaj vidite nekaj teh, kako so ti plakati izgledali tam, ko smo pripravljali simpozij, ampak jaz vas vabim, da si te stvari ogledate v živo, da si vzamete čas danes ali pa katerikoli od drugih dni, ko boste obiskali knjižnico in da si takrat natančneje preberete, posvetite temu in nas tudi mogoče opomnite na kakšne napake, pomanjkljivosti, ki smo jih takrat naredili pri pripravi tega gradiva. Najlepša hvala.
še kaj mi povej. Zgodba polna bo, saj vem, da ti greš naprej, po svoji stezi tja ne bo. Jaz sem tu in ti tam in vedno ti dam, nosila breme sva skupaj in še vedno mi dam. Lepota ne mine, odrasla ptica vidno zaide. Išči svojo moč in da te ne zbega temna noč. Beseda na besedo, zgibom srca, objem je tu vendar, oba odšla, zopet bolju, postavo bolju. In tvinjaz, lepota ne mine, odrasla